Ta ženska postaja viralna iz povsem pravih razlogov. Ali obožujem ta video? Zakaj? Niso. Ne moreš na ulici. Ne vem, zakaj pa ne, ker to ni nekaj, kar je vroče. To je nespoštljivo. To ni nekaj, kar je vroče. To je nespoštljivo. Obstaja en sam razlog, zakaj se to počne. To počneš kot dejanje prevlade. To ni nekaj, kar počnemo v tej državi. To ni nekaj, kar počnemo v tej državi. Sem islamofobinja, nisem rasistka. Nisem rasistka. Tega nismo rekli rasistom. To je bilo super. Ampak česa takega pač ne počnemo. Mislila sem, da ne veš. Mislila sem, da ne veš. Tisti. Nočem tega reči, ampak pogum te ženske je neverjeten. Ona pa reče, ja, nisem rasistka, ne mislim, da je tvoja vera prava. In mislim, da to počneš kot dejanje prevlade, da nas poskušaš prestrašiti. In mislim, da to delaš, da nekaj dokažeš in s tem se ne počutim dobro. In ljudje so šokirani, ker ona pove to, kar veliko ljudi dejansko misli, a si ne upajo povedati. Mislim, poglejte. Sine ženske. Mislil sem, da si ženske, ne? Ravno so se po tem, kar je bilo pred 1400 leti, ne, to je neumnost, pred 1400 leti prerok. Zakaj se niso vsi poročali z 9-letnicami pred 1400 leti prerok? Kdo se je strinjal s poroko z 9-letnicami? Ti mali pohodni prerok. In dokazano. Povedal sem ti, da je to eno mnenje. Ti pa praviš ne, v to verjame Turčija, to verjame tvoja družina, vsi tvoji prijatelji, Turčija verjame. Ti Poročil. Všeč mi je, da je pripravljena govoriti in govoriti pred kamero ter deliti svoje mnenje, ker reče ne, to je tisto, kar v resnici mislim. Ponosna sem na svojo državo, ponosna sem na vero svoje države in me ne zanima, da bi ljudje skušali temu zavladati. In slišim vas vse. In vam povem, odgovoril sem na logiko vesoljcev. Ne mislite, da razumemo zakaj. vaša skupnost vzgaja toliko deklet v tej državi. To se ne ujame. Hej, ne. Povem vam, ne sprejemamo, da se je prerok poročil z 9-letnico. In povedal sem vam, po tem mnenju je privolila. Doživela je puberteto. Dokažite mi, da se motim v teh debatah. Veste kaj, ta debata o tem, ali se je Mohamed poročil z mladoletnico, kakorkoli, iskreno, to je nepomembno. Ker vemo, da gledajo nazaj v preteklost in to slavijo. Ampak obstaja veliko religij, v katerih so različni voditelji v preteklosti počeli čudne stvari, ki jih je danes težko razložiti. Bistvo je, ali se ljudje danes še vedno obnašajo tako? In če to počnejo, potem to pomeni, da je ta oseba dejansko nekdo, ki se ji ljudje zgledujejo. Kaj je še Mohamed naredil poleg tega, da se je poročil z 9-letnico? Prav tako je vodil množične kampanje med ljudi, da bi se spreobrnili in podobno. Ko danes pogledaš islamiste in vidiš, da jim ni sporno poročati se z 9-letnicami ter zagovarjajo takšno vedenje, ugotoviš, da zagovarjajo in verjamejo tudi v vse druge stvari, ki jih je počel Mohamed. In to je pomembnost argumenta, ne glede na to, ali je bilo to v redu ali ne. Bojim se, da je začela menstruacijo. Da ni bila. Dokaži, da je dobila menstruacijo. Da ni bila, ni šla skozi puberteto in ni dala soglasja. No, Za začetek, pred 9 letih, ne moreš dati soglasja. Ne glede na to, ali si že dobila menstruacijo ali ne. na podlagi katerega standarda? Na podlagi dejstva, da je bila otrok in je govorila, da je njen prijatelj tukaj, v tej državi. Pravkar sem ti povedal, da še ni šla skozi puberteto. Stoj tukaj. Veš, Prav, na podlagi predpostavke, da otroci še niso začeli biti karkoli drugega, kot da je imela igrače. Prav? Rekla je, da sem imela njene igrače, ko se je poročil z njo. Ne, ni imela igrač. Ja, jih je imela. To piše v tvojem hadisu. Kateri je vir? Ne vem. Sploh ne veš, prišel si sem brez vira. Ne, ni to, da je prišla sem brez vira, gre za to, da je dejansko pametna. Torej, kdo je ta ženska? Njeno ime je Kelly J. Keane, je odrasla človeška ženska in je ena izmed teh ljudi. Ona je tista, ki stoji za tem neverjetnim videom. Se ga spomnite? Pravijo, spreobrni se, plačaj ali umri. In te pogledajo V oči. v oči. Vedo, da verjameš laži, da je vključenost bila prijatelj vseh. Ko je resnica, zdaj vsi lažemo, to je bil začetek ključevanja. Nisi se borila nazaj, nisi se uprla in zdaj je država pod njihovo pestjo. Brez glasu, ni sonca, ni zabave, ni neba.
Vsa glasba zdaj mora. Ni več razmišljanja, senca na svetu, šolah in sodiščih. Dobrodošli v Britaniji pod novo kalifato. Niste več svobodni. Pokrite si obraz, lase, stopala. Zdaj ste zasužnjeni v britanskem kalifatu. Ali ne obožujete britanskega kalifata? Veš, kaj mi je všeč pri tej ženski Kelly J. Keen? Morda bova nekega dne prijateljici, ker je resnično čudovita. Poleg tega, da je ona tista, ki stoji za tem videom, zdaj ko to vidim in mi je všeč in sva to pregledali in naredila je to animacijo, ki je postala zelo viralna, ker so ljudje o tem govorili, pravzaprav je pripravljena stati za svojimi besedami. Kaj ni samo tista, ki dela te videe v ozadju, je tam zunaj na ulicah in ustvarja to vsebino. In tukaj napiše: mislim, da lahko rečem, da smo pretresli podpornike Raguš in to mi je všeč. Mislim, da so bili res pretreseni. In če pogledaš stvari, ki jih govori, če ekstremist pomeni islamist, in to rečem namenoma, ker nočemo biti blokirani, ni tako, da tega ne bi razumela. In objavlja odlično vsebino. Prelomna nova študija ugotavlja, da je islamofobija morda delno povzročena s tem, da muslimani ves čas ubijajo ljudi. Mislim, kdo bi si to sploh mislil? Vsak pogovor, ki sem ga imela z zagovornikom pedofilov na Speaker's Cornerju, britansko javnost približa neizpodbitni resnici. Islam ni združljiv z Britanijo. Ti fantje mislijo, da zmagujejo. Nimajo pojma, da večina ljudi v Britaniji meni, da je popolnoma izprijeno zlorabljati 6-letnico in jo posiliti, ko je stara 9 let. Mi ne gradimo svoje vere okoli moškega in ga imenujemo popolnega, kaj ne? In tukaj je, vedno znova in znova ponavlja nore stvari, ki jih vidi, da se dogajajo v Združenem kraljestvu. In poskuša se upreti. Francija je začela zapirati radikalne mošeje, ki pozivajo k ubijanju nevernikov, poveličujejo terorizem in spodbujajo nasilje. To bi se moralo zgoditi že zdavnaj. Ona si želi tega tudi za Združeno kraljestvo. In prav takšna vsebina postane viralna, ker ljudje dejansko verjamejo v to, za kar se zavzemajo in so pripravljeni tvegati. To se je zgodilo. Ker si sam rekel, da je to krščanska država. Tukaj imaš ta račun Umar Gride, ki v celotnem videu poskuša ovreči njene trditve. In ona piše: ta fant še vedno misli, da je v redu posiliti 9-letnico, kar večine ljudi ne zgrozi. Se znaš obvladovati v bližini otrok? Tukaj je dogodek za dogodkom, vedno znova poskuša dokazati, kaj se v resnici dogaja. Je v prvi vrsti in to mi je res všeč. Mislim, tukaj je še več njenih prizadevanj. Ta vlada je nedavno namenila med 14 in 18 milijard funtov za preselitev Afganistancev. In namenili so 5 milijonov funtov za preiskavo pedofilskih, pakistanskih, muslimanskih, posiljevalskih tolp. To ni dobre številke. Tistim žrtvam je bilo namenjenih le 5 milijonov funtov. Da bi ugotovili, koliko pakistanskih pedofilskih posiljevalcev je bilo vpletenih v posilstva naših otrok v tej državi. Mislim, da lahko mirno rečem, da obstaja možnost, da jo bo aretirala britanska policija, ker ne prenesejo, da ljudje tako odkrito govorijo. Ampak ona je junakinja, prava junakinja, ker javno govori o stvarih, v katere verjame, ker izreka stvari, ki so sporne, ker se znova in znova pred kamero v videih spušča v razprave o tem. Ni je strah, ne upravičuje se, poskuša zaščititi svojo državo. Ali se strinjamo z vsako posamezno stvarjo, ki jo izreče? Ne vem, ker nisem poslušala vsake posamezne stvari, ki jo je rekla. Vem pa, da ko je nekdo pripravljen vstati in se boriti proti nečemu, kar vidi kot odvratno, je to nekaj, kar je vredno praznovanja. Hvala, ker ste prisluhnili gospodični Manti.